Ja. Jo, kaj delaš? Igrice, mislim, nekaj pišem. Zakaj? Veš, kaj sem razmišljal? Mi ful skozi poudarjamo porabo teh vozne lastnosti pa to, ne? Ja. Ampak imam občutek, da delamo to čez bolj vredne. Mislim, to si mi zdaj tako rekel, kot da bi v testu televizije manj govoril o sliki, pa več o okvirju. Ja, vem, samo te so še druge stvari. Uporabnost, zaslon, sistemi, pa vse te zadeve. Ja, prav bom premislil. Dobar. Čakaj. Ja, lih piš samo, nekaj pišem. Zikar ne delaš, ker vem, kakšen si. Ne, pišem, no, čakaj, ne me motati, ajde. Tole je Dongfeng Mage in za kitajski križanec ima presenetljivo velik prtljažnik, kar 637 litrov ponuja. Ampak Kitajci radi številke obračajo po svoje, po naše je to 480 litrov, kar je še vedno dovolj, da so mene stlačili sem noter in je čisto ok. A mi odprej zdaj, Gašper? 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 Ne morem jaz tako, jaz se moram iti peljati. To poslušajte tisti, ki radi vozite, ostali pa počakajte kakšno minutko. Ne bom meni Matej govoril, kaj lahko povem pa česa ne. Avtomobili se nasploh razlikujejo po voznih lastnostih, kar je logično in pričakovano, ker različni segmenti pač nagovarjajo različne potrebe. Ampak tudi med križanci so v bistvu velike razlike, nekateri so bolj udobni in drugi manj, opažam pa, da v bistvu tisti z mehkejšim podvozjem in nekomunikativnim krmiljenjem velikokrat niso zares bolj udobni. Zaradi tega po 2 urah ne boste nič bolj spočiti, niti ne bo vaša zadnjica bolj zadovoljna po daljši vožnji, samo bolj se boste zibali ves čas. No, v tem Mageu se ne boste. Mage seveda ni alternativa dvosedevnemu športniku, je pa v svojem segmentu vseeno avtomobil, ki se presenetljivo dobro pelje. Ja, še vedno razlagam tistim, ki radi vozite, ostali počakajte moment. Lahkotno deluje, to pa zato, ker prazen tehta samo 1480 kg, za križanca dolžine 4,65 m je to v bistvu zelo lepa cifra. Tudi podvozje je nekoliko bolj čvrsto in se manj nagiba, pa hkrati nikoli nadležno ne ziba potem, ko že zapeljete preko grbine. In obenem tudi ni pretrdo, ravno zaradi majhne mase. Ok, zdaj pa grem k ostalim stvarim. Sicer pa se vam že tale napis pove, da gre za bolj športno znamko. Eolus je bil grški bog in gospodar vetrov, so si pri Dongfengu za svojo podznamko zmislili takšno mitološko ime. V bistvu bi Eolus lahko primerjal z znamko Cupra, tista je del skupine Volkswagen, no ta pa skupine Dongfeng. Sta pa obe bolj športni in dinamični. Tale napis tukaj zadaj sicer ne pomeni, da ima avto 320 konjičkov, kar bi bilo po svoje zelo fajn in kot nakazujejo recimo 4 spušne cevi, pa precej velik spoiler tukaj le gor, ampak moram reči, da kot celota izgleda precej dinamično. Meni je v bistvu tudi ta detajl všeč, ta zavorna luč mi je zelo simpatična, tako da avto nasploh zelo dobro izgleda. Sicer me spominja na en drug avtomobil, kar pomeni, da so si kakšno linijo malo sposodili, ampak me na koncu to nič ne moti, zato ker je končni izgled prav dinamičen. Notri nekako nadaljuje ta svoj športen pridih, predvsem s tema 2 sedežema, ki izgledata športno, lahko pa takoj povem, da sta med vožnjo predvsem udobna. Ostala notranjost je nekako klasika, velik zaslon tukaj le na sredini in precej odlagalnih mest. Tole naj bi spominjalo na krila, če je avto že dobil ime po gospodarju vetra, in prebral sem tudi, da je ta prirezan volanski obroč dobil navdih po videoigrah. Mage je itak beseda za čarovnika. No, pa zračnike je dobil iz Lambota, evo, to pa vem. Da zaključim. Eolus je šele 17 let stara znamka, ki je seveda del večje korporacije z bolj bogato zgodovino. Našel pa sem tudi podatek, da rada sodeluje z Evropejci in z evropskimi strokovnjaki, ki skrbijo, da se vozila peljejo bolje.
Bi kar verjel, ker je podvozje res dobro nastavljeno in avtomobil vozniško zelo zanimiv. Malenkost me moti edin tistale oznaka tamle zadaj, ker bi res rad videl, da bi avto imel 320 konjičkov ali pa še huj, 320 kW, no pa jih ima samo 150 kW oziroma 204 konjičke. V bistvu čist dovolj za spodobno premikanje na 7-stopenjski robotiziran menjalnik, ki vseeno tukaj cuka malenkost manj, sem se pa tudi že navadil. Najprej za pol sekunde pritisneš plin, da se zbudi, potem pa nadaljuješ s pritiskanjem, pa veliko manj cukne. No, najboljše stvari pa še niti povedal nisem, ker je tukaj ne smem, jo bom pa v glasnem bloku.